Lep pozdrav spet med mohorskimi policami ob novem mohorskem pogovoru. Vsaka knjiga je zgodba zase, vsaka ima svojo dušo, svoje sporočilo, svoje poslanstvo. Pa še vedno so čisto posebne knjige. Knjige, ki nas spremenijo. Po njih nismo več enaki. In danes vam predstavljamo eno takih. Nobeni starši se ne bi smeli dokončno poslavljati od svojih otrok, ker je to skregano z naravnim redom. Toda Lucija in Dušan Poslek, lep pozdrav v naši družbi, se na slovo od otroka pripravljate že od trenutka, ko sta v nosečnosti izvedela za težko diagnozo, usodno razvojno anomalijo. Klemnova diagnoza, semilobarna holoprozencefalija, se ne bi smela zgoditi. Po vsej statistiki ne bi smel preživeti, toda ta otrok živi in opravlja neverjetno svetlo poslanstvo, polno navdiha in ljubezni. Zdaj tudi po knjigi izpod peresa njegovega očeta Dušana Posleka z naslovom Ta otrok bo živel. Dušan, Lucija, vidva sta povsem običajna človeka, mož in žena, starša, mama in oče, 4 otrok. O naslovu knjige bomo še kakšno rekli, ampak če bi morala tako celostno povzeti, če bi snemali zgodbo o vajinem starševstvu, kako bi bil film naslovljen? Dam tebi besedo. Prvo, kar mi je prišlo na misel, je to med smehom in solzami. Mislim, da bi bilo to, da bi to opisalo naju dva, ker skozi smeh in solze mislim, da je prepletena najina zakonska pot, najino starševstvo in vse, kar se to okrog dogaja, ker enkrat so solze, drugič je smeh in mislim, da nama to kar dobro uspeva. Ja, skoraj nimam kaj dodati. Mogoče je to tudi nekaj, na kar sem jaz v najinem zakonu pa v najnih življenjih najbolj ponosen, in to je to, da res znava včasih samo na nama razumljiv način se nasmejati, pa naj bo to v kakšni preizkušnji ali pa kakšnem veseljem dogodku. Mogoče, če naj kdo zunaj pogleda, si celo misli, pa kako je lahko kaj takega vama smešno, ampak nama je eno. In na tak način tudi potem živiva, se spopadava s preizkušnjami in verjamem, da s to pozitivo, za katero se je pa treba vedno znova odločiti, potem upava, da tudi nagovoriva še koga, da se da včasih pač samo nasmehniti, pa bo kar bo. En blagoslov v vajinem življenju, da imate tak odnos do tega, ampak kako je v bistvu pasti z točke, ko si rečeš, očitno smo posebej blagoslovljeni, nič se nam ne more zgoditi, do trenutka oziroma do točke, ko se sprašuješ, pa ima ta vreča preizkušenj sploh kakšno dno? To je kar brutalno težko, zato ker jaz vedno znova poudarim in tudi v knjigi to omenjam, da sem človek načrtov, tabelic, kljukic in moja žena se vedno temu prisrčno nasmeji, ker ona pa ni takšna. Ampak kar je najbolj zanimivo je to, da jaz sem bil prepričan, da imam življenje pod kontrolo. To pomeni od izobrazbe, poroke, prve nosečnosti, Filip, ki je bil res takšna pravljična nosečnost. Potem se je pa dejansko začela ta pravljica počasi, pa ne bom rekel sesuvati, ampak spreminjati. Zato, ker ko sedaj pogledam nazaj, vem, da je bil to uvod v eno drugo pravljico, ki jo pa danes živimo. In ravno včeraj, ko smo se na uredništvu pogovarjali o izdaji knjige, jaz lahko rečem, da v tem trenutku pač živim svoje sanje. In kljub vsem preizkušnjam, kljub temu, da je bilo veliko težkih odločitev, težkih trenutkov, si želim res to, da ljudje dojamejo, da sva tudi midva v trenutku, ko sva izvedela za te preizkušnje, padla na dno, pomeni padla v temnino, sprejela tudi mogoče kakšno napačno odločitev in da je to povsem normalno. Pomeni, ni prav pa narobe. V življenju pač se odločiš na način, saj midva tako delujeva, ali pa lahko govorim, mislim, da v imenu obeh, da se v vsakem trenutku skušava odločiti tako, kot čutiva, da bova s tem mirna. In včasih to prinese dobre, včasih malo manj dobre odločitve, ampak na tem potem gradimo. Je pa ta padec iz cone udobja, je pa bil za mene, kot za moškega, kot za očeta, precej brutalen, trd
in pa dolgo sem rabil, da sem se po njem tudi pobral, oziroma na nek način se še vedno pobiram. No. Pa mogoče za ozadje, za predzgodbo Klemnove, malo povzameš, Lucija, prejšnje 3 nosečnosti, 3 zgodbe, 3 zelo različne izkušnje, ki so oblikovali tudi, oziroma pripravili Klemnu pot. Res je, čisto vsaka je res zgodba zase. In v čisto vsaki, če zdaj, ko gledava nazaj, vidiva, da je res bila potrebna, da je naju pripravila na to pot, na to, da sva sploh zmogla sprejeti življenje takšno, kot je dejansko bilo v Božjem načrtu že zdavnaj. In ko gledam nazaj te najine preizkušnje in to, kar nam je bilo na pot postavljeno, si pravzaprav rečem, da ja, res je bilo težko in v tistem trenutku nemogoče in takrat se mi je zdelo, da me sploh nihče ne razume oziroma naj ne razume. Ampak vedno znova mi je prihajalo to, da čisto vsak od nas ima neko težko preizkušnjo v svojem življenju ali pa neko temo, ki se v nekem trenutku zgrne. In Bogu hvala, sem midva lahko na nek način to skupaj predelala in da je do tega trenutka danes lahko prišlo je to, da sva res poskušala poiskati nekaj Božjega v tem, oziroma to, da nič ni samoumevno, da nič ni kar tako in da zaupava in greva naprej. So bile pa v bistvu zelo različne izkušnje, ne? Se pravi, prvič šolski primer nosečnosti brez težav. Ja, tako, če se še malo konkretno vrnem na to res. Prvič se sploh nisva zavedala, kaj sva dobila in kako dejansko zelo samoumevno sva jemala vse skupaj. Potem drugič, ko sva deklice izgubila, se nama je res svet sesul in dejansko tega nisva pričakovala, ker v moji številni družini 8 otrok nas je in do takrat sem jaz, oziroma smo v družini dobivali nečakanje, to šlo vse lepo tako po spisku, po redu in sem tudi jaz pričakovala, da bo tudi pri nama tako šlo in ko seveda ni šlo, res je bila to ena tema, ena žalost in praznina in na novo zgraditi zaupanje, da zmoreva, da lahko greva naprej in da najin zakon in najin družino izročiva in prosiva in glej Bog, če imaš ti to v načrtu, ok, pomagaj nam z tega in sva potem na tem gradila in v 3. nosečnosti najina nedonošenka Rebeka, jaz sem takrat pri inkubatorju rekla, da glej Bog, jaz vem, da si tudi ti na delo in me sploh ni bilo strah in jaz sem vedela, da bomo midve prišle domov in me sploh ni zanimalo kako, ker sem takrat po 2. nosečnosti rekla, glej Bog, če si ti kje, pol mi pokaži, da si in da lahko gremo mi naprej in ko sem ona rodila, meni je bilo samo kristalno jasno, glej, jaz moram zaupati. In to je bilo tisto, kar me je vodilo naprej in zakaj jaz ne maram kljukic, je to zato, ker Bog dela svoje kljukice in če bom jaz postavila kje svojo, itak ne bo tako, da je v Božjem načrtu. In Klemnova zgodba, Klemnova nosečnost je pa bilo, se pohecam tako, ok, Bog, ti želiš, da še ti jaz enkrat zaupam, no ok. Tako na preizkušnji najne, mislim, da je najna vera na preizkušnji v tem zaupanju, če še jaz vztrajam, tako da se bolj pohecam, ok, kaj me pa še zdaj čaka. Ampak v tem zaupanju in v tej veri greva naprej in se mi zdi, tu se potem dopolnjujeva. Dušan, ti si eno poglavje naslovil Žena svetnica v zaupanju. Je pa pretresljivo, kako si ti svojo lekcijo ponižnosti doživel prvič ob Rebekinem inkubatorju. Ja, sej, to sem samo zato naslovil, da je Lucija mirna, se drugače ne bi. Ne, to je zagotovo eden izmed najbolj iskrenih delov v knjigi. Torej, jaz si res želim, pa zdaj bo to zvenelo mogoče
Pa ne bo, naj zveni kot zveni, vseeno. Jaz si želim, da bi vsak imel mož priložnost imeti takšno ženo, kot jo imam jaz. Samo to. Tako da, to se nisva zmenila, da bom povedal. Ampak res si to želim, zato ker tako v smehu kot v joku sva lahko skupaj, tudi ko se skregava, pa se skregava, je ona tista, ki ponavadi potegne črto, pa reče, da pa dovolj, greva naprej. Ja, in če se vrnem na tvoje vprašanje, mene je Rebekino rojstvo in tistih nebogljenih 640 gramov v inkubatorju dejansko drugič v življenju potem spravilo na dno. Prvič je bil seveda izguba v drugi nosečnosti in ko sem prišel do inkubatorja, ko se je Rebeka rodila, torej 3 mesece prezgodaj, sem občutil to popolno nemoč. Torej, iz rok mi je bil vzet ves nadzor. Jaz v tistem trenutku nisem mogel poskrbeti za svojo družino. Kot oče, kot nekdo, ki mora pač po moji predstavi poskrbeti za varnost, za zdravje, da to, da bo družina imela vse pogoje, da preživi, sem lahko samo strmel v tisto ubogo bitje znotraj inkubatorja, znotraj cevk in znotraj tetrapleničke, da se sploh ni videla ven. Jaz ne pravim nekaj trenutkov, da sem sploh videl, kje je Rebeka tam notri v tistem inkubatorju, ker to je bilo res tako drobno, tako krhko, da še večkrat rečem, da nikomur ne privoščim tega, bi pa vsakemu privoščil, da začuti eno skromnost in ponižnost, kot jo doživiš ob inkubatorju, ker tam pa res je prepuščeno vse v roke nekoga drugega, Boga, medicinskega osebja, ne nazadnje pa tudi nas staršev, ki lahko samo z zaupanjem gledamo in upamo, da tisti aparat, ki otroka ohranja pri življenju, ne piska pri tebi, ampak nekje drugje, kar je zelo egoistično, tudi o tem pišem v knjigi, ampak to je nek preživetveni nagon v tistem trenutku. Ja. Rebeka je danes krasna mala deklica, borka, ki je vse te preizkušnje zmagala. No in potem ste dočakali ta 4. plus na testu nosečnosti in se zelo razveselili tega dogodka, čakali tega otročička. Ampak pri vsem tem vajnem zaupanju, o čemer pišeta, o vsem tem, človek se vpraša, koliko zaupanja človek prenese, glede na to, da statistično je možnost, da se taka diagnoza postavi izjemno majhna, da se pa to zgodi 2-krat, je pa nepojmljivo. In ko sta slišala to diagnozo, verjamem, da se vam je resnično sesul svet. In takrat je prišlo tudi do tistega, zdaj že ikoničnega stavka, ki je končal tudi na naslovnici knjige. Kako se spominjate tega? Jaz bi se mogoče v tem trenutku samo vrnil še malo nazaj, pred to diagnozo. Potem, ko se je Rebeka rodila in potem, ko je Rebeka prišla domov, sem jaz bil trdno prepričan, da ne zmorem ničesar več. Pomeni, da je moj bazen čustev doživeti tudi nekih teh, bom rekel, družinskih občutij, kaj še lahko dam povsem prazen. In jaz sem bil prepričan, da za mene ni več nobena preizkušnja, ker toliko, ko sem dal ob izgubi v drugi in ob prehitrem rojstvu v 3. nosečnosti, sem bil jaz prepričan, ne mi nič več prinašati na pot, ker jaz enostavno ne zmorem več prenesti slabe novice, ne gre. In tudi v tem pišem, da sem se jaz takrat s težavo javljal Luciji na telefon, ker sem pričakoval slabe novice in tako naprej. En kup je bilo stvari, ki so kasneje tudi pripeljale do moje izgorelosti, verjamem. Ampak, če se povrnem na tvoje vprašanje, ki je bilo... Kako je prišlo do tistega ikoničnega stavka? Tako, bom dal Luciji besedo. Bom jaz začela, ker Dušan vedno reče, da sem jaz to izrekla, ampak se nikoli ne spomnim, da sem to izrekla. On je slišal. Tako, on je slišal in mislim, da so vsi okrog zelo dobro slišali. Jaz se pa mislim, da bila tista mama medvedka, ki je želela zaščititi in sploh res ne vem, da sem to izrekla iskreno. In ko mi je Dušan to takrat povedal, mislim, meni sploh ni bilo jasno, da sem to rekla. Sem pa imela vedno v zavedanju to, da se pa borim za tega otroka. Torej, te besede je res Dušan slišal iz mojih ust, jaz se jih res ne spomnim, ampak se mi zdi, da smo sploh mame tako čustveno polne takrat, oziroma en nabor čustev je v nas, ena borba po preživetju, po zaščiti otroka, da dejansko takrat verjetno sploh ne vemo, kaj počnemo in kaj govorimo. In jaz sem sama pri sebi vedela to, da se bova midva borila za tega otroka, da mu bova dala možnost,
In jaz sem v četrti nosečnosti nekje v sebi čutila, da bo se še nekaj zgodilo. Ni mi bilo jasno kaj, ampak tudi vse spole otrok sem jaz pri sebi vedno začutila in sem vedela. In tudi tu sem en občutek imela, da to ni konec. Bilo me res tako malo strah, ampak sem rekla, glej, Bog, zdaj si mi pri Rebeki pokazal, verjamem, da mi boš tudi tu in da me boš vodil. Ampak nekaj je moralo biti takrat v zraku, ker je potem kasneje prišlo do vaju, da sta se s to svojo vero, da se bosta borila za tega otroka, navdihnila veliko ljudi že takrat. Ja, sej dejansko bom rekel, nekaj je v zraku in ta nekaj ali nekdo je globoko najin odnos do Boga. Zakaj? Jaz priznam, da v življenju sem bil marsikdaj na točki, ko mogoče Boga nisem prepoznal v vsakodnevnem delovanju. Še posebej v času preizkušenj je to najlažje zavreči, bom rekel, Bog, če bi ti bil, zakaj jaz moram iti trikrat čez neke stvari, ne? Jaz priznam, jaz sem bil tudi včasih ljubosumen na starše, ki so z zdravimi otroki hodili okoli, ne? Ker sem rekel, zakaj pa meni to ni dano, ne? Pa imamo sedaj dva zdrava otroka in so hvaležna za njo, ampak ja, jaz imam občutek in od tistega trenutka, ko je Lucija med nosečnostjo na tistem pregledu se obrnila ginekologinji in rekla, ta otrok bo živel, se mi zdi, da je nekaj se vseeno spremenilo, no. V tistem trenutku se je začelo poslanstvo tako naše družine, kot kasneje tudi Klemna po njegovem rojstvu. In tudi to, da sva ga midva po rojstvu, ko nismo vedeli, ali bo sploh zadihal ali ne, izročila in sva rekla, glej, Bog, jaz se spomnim v kapeli v UKC Maribor je Slomškova kapela in jaz sem tistem tako res spet začutil to grozno nemoč. Kaj bo, če Klemen ne bo mogel dihati, ali ga naj intubirajo, ali ga naj sodobna medicina drži pri življenju, ne? Ker to lahko, ne. Oni so nama takoj povedali, da bodo Klemna, če bomo mi tako želela, pač ohranjali pri življenju, bo pač dihal aparat namesto njega, ne. Jaz takrat Bogu rekel, gledaj, Bog, jaz se ne morem odločiti, ne. Jaz sem se mogel takrat že drugič odločati o tem, kdo naj živi, ne. Torej prvič v porodni noči, ko me je ginekologinja vprašala, koga naj rešujejo, ali ženo ali otroka. Drugič pa potem takrat, ne, in jaz sem takrat Bogu rekel, gledaj, jaz se to ne morem odločiti, ne. Če si ti misliš, da je čas, da pride Klemen k tebi, naj pride k tebi. Če pa nam ga nakloniš za nekaj večjega, pa tudi to stori. No, in o tem nečem večjem govorimo danes. Ta knjiga je doživela že velik odziv, predvsem zaradi tega, ker si ti se odločil napisati svojega moškega vidika. Ponavadi v teh zgodbah govorimo ženske, čutimo potrebo, da delimo te izkušnje, nas zaznamujemo, tudi bolj smo nagnjeni k temu čustvenemu doživljanju. Ti pa si iz svojega moškega vidika zelo iskreno šel čez vsa ta občutja in to je zelo velik, hud vrtiljak je bil, kaj vse si dal na tej poti skozi. S čim si se boril, kaj ti je bilo v bistvu najtežje? Mogoče glih včeraj, ko sem delal en intervju z Aletejo, smo sogovorniki govorili o tem, kako nas življenje včasih tudi nam nameni kakšno terapijo, ki je ne pričakujemo. In pisanje te knjige je za mene bila tudi neke vrste terapija. Zato, ker sem marsikaj, kar sem notri opisal, sem prav ozavestil in povedal oziroma napisal šele takrat, ko so te besede začele nastajati. Marsikaj od tega, kar je v tej knjigi, če bi me nekdo pred letom pa pol vprašal, bi zelo težko opisal, tu notri je pa našlo svoje mesto. Pa to ne pomeni, da sem si izmišljeval neke stvari, ampak enostavno sem šel čez proces od začetka do konca. Zelo zanimiv mi je bil proces ustvarjanja, ko sem si najprej naredil seznam, o čem se želim pisati, in sem si tako naredil poglavje po otrocih, ne, torej Ema, Filip, Rebeka, Klemen, ne. In sem pri Emi najprej napisal tako par stavkov, en odstavek, pa sem šel naprej, ne. In mi ves čas ni dalo miru, da nekaj manjka, in sem se vse skozi vračal, dokler ni zdaj nastalo samostojno poglavje tudi o njej. In se mi zdi prav. In če kaj, potem je meni ta ustvarjalni proces dal predvsem to zavedanje, da nič hudega, če tudi kot moški kdaj priznam, da sem se zjokal,
ker tega ni bilo tako malo, pa v vseh jokavih trenutkih, niti v knjigi ne govorim, pa že takih je kar nekaj. Predvsem pa to, no, se mi zdi, da ključno, kar sem pa spoznal, je pa to, da ta moja zgodba, ta naša zgodba ima nek namen, ki presega samo našo družino. No, in od trenutka, ko smo se mi začeli pogovarjati, da bi knjigo izdala Celjska Mohorjeva, pa do danes je to preraslo samo temelje ene knjige. Preraslo je v zavod, preraslo je v poslanstvo, preraslo je v idejo o prvem paliativnem domu v Sloveniji za otroke. In vse to bi bilo absolutno nemogoče, če ne bi, pa se spet vračam na prejšnje vprašanje, na tem bdel nekdo, ki ima za nas pač večji načrt, kot je samo tukaj in zdaj. Vsem tem bomo še kakšno rekli, ampak če se vrnemo na ta vzgib, nekako je naključje naneslo, da smo bili takrat povezani v tem prvem poglavju, v tem prvem trenutku, ki je bil končni vzgib do tega, da vse skupaj spraviš v knjigo, ampak ideja, da je to treba narediti, pa v bistvu tebi tlela že precej dolgo. Ja, res je. Jaz sem imel idejo že zelo dolgo. Nasplošno sem imel idejo, da Lucijo presenetim, ne vem, če ti to veš, po moje veš. Upam, da ne veš. V glavnem, jaz sem njo želel za 10. obletnico poroke presenetiti za knjigo o Rebekini poti. In veš, ne? Okay. In takrat sem jaz želel iz UKC Ljubljana dobiti vso dokumentacijo o Rebekinem rojstvu in so rekli, ja, ni problema, samo to lahko da mamica, zato ker je mamica bila tam navedena. Sem rekel, okay, kaj pa lahko jaz dobim, da jo presenetim? Ja, mail nam pošljite. Sem rekel, jaz ne morem zdaj v njenem imenu maila poslati, ker če jaz v njenem imenu pošljem mail, bo ona vedela. Sem rekel, ok, Božana poslala mail, ni problema, ne, in pač vse je lahko to v javnost. Jaz sem si potem zmislil en mail, l.posvek@gmail.com in sem v njenem imenu poslal mail na UKC Ljubljana in so rekli, ni problema, čez 2 dni vam naprintamo in pridite to iskati. In sem jaz to dokumentacijo dobil, samo kot anekdota. Še vedno jo imamo doma in je bila tudi temelj enega izmed poglavij. Ampak ja, ko praviš o knjigi, in takrat se je že meni nekako sem imel idejo, naredim 10-15 izvodov, da imamo zgodbo o Rebeki nekje upisano, ker to je naša izkušnja, sej kaj več nas pa tak v življenju ne bo čakalo, kot je to, ne. Potem pa pride Klemen in seveda prva leta je ta ideja o knjigi zamrla oziroma je bila potisnjena na stran ravno zaradi tega, ker je bilo toliko enih usklajevanj, idej in pa predvsem želje, kako Klemnu najbolj pomagati, niti ni imela prostora priti na površje. No, lani pa potem v tistem trenutku, ko sva v eni noči dejansko bili na tem, da nismo vedeli, ali bo Klemen preživel ali ne, v tistem času smo se tudi mi spoznali, ne, sem jaz sam sebe vprašal, pa kako lahko jaz izrazim poklon Klemnu, če slučajno on danes po noči umre. Kaj mu lahko dam, kaj mu lahko zapustim, da bo jasno videti moja hvaležnost za vse, kar me je naučil, ker sem imel občutek, da ne želim zamuditi trenutka, v katerem živimo, ko je on še ob nas. Pa takrat nisem vedel, ali bo tisto noč preživel ali ne, pa jo hvala Bogu je. In kasneje je dejansko v roku nekaj dni začel prvi osnutek nastajati in takrat je bil ta klik, ko sem rekel, ja, Klemnovo življenje je namenjeno ravno temu, da ozaveščamo o tem, čez kaj vse gremo starši, ko se spopademo s takšno diagnozo in nenazadnje, kaj vse nas ti otroci lahko naučijo. In potem je bila spet Božja previdnost v tem, da sva se midva spoznala, da si ti bila precej navdušena nad idejo, da je bil ta prvi sestanek na Celjski Mohorjevi izjemen, res neverjeten in da je padla prva ideja in dogovor, terminski plan in tako naprej. Tako da ja, to je kratek presek. Tako in zdaj je ta čudovita knjiga na knjižnih policah. Ampak če se še vrnemo v ta čas, ko sta pričakovala Klemna, to je bilo precej naporno obdobje, težka nosečnost, veliko spraševanj, veliko dvomov. Kako sta s okolico skoordinirala vse skupaj, komu povedala? Po eni strani je verjetno podpora njihova je bila dobrodošla, po drugi strani je bilo težko ljudem na ulici razlagati, kaj se vama dogaja. Skratka, nekako nista bila obsojena na dvojne počitnice, ampak na dvojno življenje.
Ja, midva sva se res zavestno takrat odločila, da ozkemu krogu ljudi zaupava najino situacijo. Predvsem ljudi, s katerimi sva čutila, da se bomo povezali, oziroma da smo itak že bili povezani in kjer si delimo solze in smeh in sva tudi želela, da vejo. Mislim, da iz razloga, ne vem, različnih pogledov, ki jih imamo ljudje nasploh nisva želela okrog govoriti, torej da imava pri otročku postavljeno diagnozo, ne veva kako bo, ker tudi sama si nisva znala odgovoriti na to vprašanje in sva rekla, ne bova si tega bremena nalagala, pa še ljudem razlagala, kako in kaj, ker lej Bog, to je tvoje in kako bo to sprejmeva, če si ti tako si zamisli za nas. In sva res enemu ozkemu krogu družini, ožji družini, zakonskim skupinam in nekaj prijateljem zaupala to novico in takrat smo se tudi v eni molitvi res povezali. Sploh zato, da bi mi kot družina zmogli to preizkušnje, ne. Midva sva seveda upala na čudež, prosila in molila, hkrati pa s tem, nisva pa šla s tem zavedanjem, da pa zdaj pa ja, res mora se zgoditi, ampak glej Bog, če imaš ti pripravljen čudež za nas, ga sprejmeva na način, ki sva si ga midva želela pa zamislila, seveda. Verjamem pa, da imaš ti pa drugačne plane za ta čudež in sva pripravljena sprejeti tudi to. To dvojno življenje je bilo predvsem tudi, bom rekla, en varen kotiček, kjer se midva pa tudi nisva rabila obremenjevati s tem, kako pa drugim pojasnjevati. Nisva se spuščala v veliko debat, če naj je kdo vprašal, sva seveda prijazno povedala, podebatirala, nisva pa veliko razglabljala. Hkrati je bilo tudi zame kot za mamo ena olajševalna okoliščina, ker nisem bila ves čas pod enim stresom pa napetostjo iz strani ljudi, ker itak sem živela iz vsega dogajanja, iz vse situacije in ti dnevi, ko gledam zdaj nazaj, so res bili naporni, hkrati pa sem takrat najbolj začutila eno božjo bližino in to, da naj zaupam in se mi zdi zdaj, ko spet tako vse gladko teče, bi si spet želela ukrasti en ta trenutek, ne preizkušnje, ne pač ljudje in drugače gledamo to, ampak ta trenutek zaupanja. Ta trenutek tega, ko rečem, glej Bog, daj ti veš, kaj me jutri čaka, jaz ti izrečim svoj dan in to je to, ker vedno znova sem takrat nosečnosti mi je pomagalo to, da sem Boga izročila dan, ta slavilna glasba mi je zelo veliko pomagala in to, da sem preprosto bila na voljo tisti trenutek in takrat in se nisem obremenjevala z drugimi, ne, zato rečem, da to hrepenenje ostaja, da ko sva izkusila to eno zaupanje tako močno, da ja, bi človek mogoče za trenutek si kdaj želel oziroma bi si moral spet ustvariti ta prostor in čas za ta trenutek, no. Vidva veliko omenjata bogato božjo bližino, oba dva izhajata iz pač vernega okolja, skratka sta bila že prej predana kristjana. Zanimivo mi je bilo v tem našem krogu, je bila tudi ena zdravnica, ki ima veliko izkušenj točno z tega področja in je v nekaj trenutku rekla, da to vajno izkušnjo, ki sta jo delila, da si ne predstavlja, da človek to osebnostno, kaj šele kot par, kot zakonsko, kot zakon preživi tako preizkušnjo brez neke presežne pomoči. Vidva sta v tem svoji preizkušnji praktično res oprijemljivo začutila, kako pomembna je bila ta opora. Da to ni nekaj, kar pač v nedeljo doživiš pri maši, živiš v nekem navajenem okolju, ampak da je to res nekaj, kar začutiš vsak dan. Kako sta vidva črpala to moč? Predvsem sva najbolj začutila v drugi nosečnosti, ko sva vse izgubila in ko sva na novo postavila temelje najine zakonske zveze in najinega življenja. In takrat sva dejansko šele začela graditi to najino vero in jaz tudi vedno zdaj za nazaj rečem,
vsak človek drugače gleda na Klemnovo zgodbo in jaz zelo spoštujem različna mnenja ljudi, ker smo si ljudje različni. Nekomu je najina odločitev ok, nekomu ni in meni je najbolj zadovoljstvo to, da drug drugega spoštujemo, ne glede na naše odločitve. Tu vidim pa to najino osebno vero in zaupanje, da ko se nam je vse porušilo takrat v drugi nosečnosti in ko sva ob Rebeki začela graditi in zaupati, nama nič, prvič sva doživela to, da nama nič ni bilo samoumevno, no? Da se morava za naju boriti, za najin zakon, za najina otroka na vse zadnje in da zaupava v to, kar nama je poslano. Sicer jaz se tu ne obremenjujem, mislim, ne dajem nekih strašno velikih ali ne zakljukice, ker mogoče ima dušen, kako bi naj to bilo. Ampak pač skušam z vero, ki sem jo jaz kot otrok dobila, iti naprej in s tem, ker itak nas vedno nekdo ali nekaj preseneti in to, kar mi načrtujemo, mogoče bo ali pa ne bo in da bom se jaz zasekirala, kaj bo jutri. Ne vem, pač ne rabim si tega nalagati. To je moj vidik in najino in za kar sem tudi v najinem zakonu najbolj hvaležna je to, da nikoli pa res nisva obsojala drug drugega ali pa da bi krivdo nalagali drug drugemu. Bila sva jezna drug na drugega, bila sva jezna na Boga, ampak vedela sva vedno, da če želiva ostati skupaj, da morava iti skupaj naprej in biti eno. Ja, mogoče bi jaz tu samo še en stavek dopolnil. Mene veseli, da ljudje vidijo v nama neke vrste zgledna kristjana, ne? Ampak bi jaz to dal zelo pod narekovaj. Vse tja do druge nosečnosti, torej do izgube Eme, tako kot je rekla Lucija, ko sva morala midva po tej izgubi tudi najino življenje, najin odnos, najino vero postaviti na temelj in se odločiti, kako bova šla naprej. Bi jaz rekel, da smo midva takrat bila zelo podobna, tako kot Jezus pravi, ne rabijo zdravnika zdravi, ne? Torej, Jezus ni prišel za tiste, ki bi bili popolni, ne? In če kaj vem, da nam je takrat po Emi to Božje usmiljenje našlo ravno v točki nepopolnosti. In midva najmanj, kar si želiva, mogoče z vsem, kar počneva, je, da izpadeva idealna in zgledna starša, zakonca in kristjana, ker sva daleč od tega. Sva absolutno nepopolna, ampak ponosna na to, da naju Jezus v nepopolnosti popolnoma sprejema. Dober citat, ne? Krasno, to si bomo zapomnili in nesli domov. In oprosti, samo še to, da mogoče dodam. In se mi zdi, da vsi ljudje, ki nama veliko ljudi čestita za pogum, pa za to, kar zmoreva. In jaz pravim vsakemu reči, da to ni nič takega, ne? Vsak, da se boš spravil na to pot, je pot odločitve, ne? In midva sva se takrat po Emi morala odločiti, ali se bova s to bolečino, žalostjo in odločitvijo spoprijela skupaj, torej da na tem nekaj zgradiva, ali pa vsak posebej. In če bi takrat se odločila, da greva vsak posebej po tej poti, je pač ena izmed možnosti tudi, da ne samo, da nič od tega, o čemer se danes pogovarjamo, ne bi bilo, ampak bi mogoče tudi najin zakon šel narazen, vsak po svoji poti, ker so pač to bolečine odločitve, ki jih nosiš v življenje. Ko ste že ravno omenila veliko teh različnih stališč, različnih mnenj in v tem, da se moramo spoštovati svoje različnosti. Ko se je Klemen rodil, sta imela na neki točki tudi edino slabo izkušnjo z nekim zdravnikom, ampak zdaj celostno, ko gledamo, je tudi ta bila zelo potrebna in nujna za razumevanje cele te zgodbe. Ampak kljub samo, če bi bilo več takih izkušenj, pri vsem, kar vama je bilo naloženo, bi zmogla? Sej dejansko je več slabih izkušenj, ne? Ta je ena, ki jo midva oziroma ki jo jaz opisujem v knjigi, ker je bila verjetno ena izmed prvih. Ampak tudi sedaj, ko jaz objavljam kakšne zadeve na družabnih omrežjih in tako naprej, je res zanimivo, kako se ljudje nekateri s komentarji vsujajo in potem presojajo najine odločitve. Jaz pač me to ne zmoti, imam na nek način tudi glede tega dokaj trdo kožo, pa poslužim se tudi preprostega, da ljudem v zasebnem sporočilu odgovorim.
En tak primer je bil nedolgo nazaj, ko sem objavil, da včasih kakšen teden ali dva ne moramo v Klemno, ne, ker je pač življenje takšno, da enostavno ne moreš, ampak to je naša resničnost. Mi dva ne želiva tudi skozi moje objave in skozi knjigo govoriti, da je vse popolno, da je vse super. Je ni, včasih pač 2 tedna ne moremo v Klemno. Ne. In takrat se je našla ena vplivnica, samo vklicana verjetno, ki je spodaj komentirala, da to pa ne zaslišano, da ti 2 tedna ne greš pogledati svojega otroka. In potem so se kar vsuli dol komentarji in še ena gospa, jaz vplivnic ne komentiram, ker je brez veze, ker ti pač hladne vode na toplo zelo težko spraviš sam. Ne. In sem rekel, ne bom se ukvarjal z njo. Ne. Ampak ena gospa je pa podobno napisala, pa sem šel malo pogledati njen profil, to je pa moja poklicna deformacija. In sem videl, da gospa tukaj razumno deluje, ne. In sem rekel, ok, bom zasebno napisal, da se zahvaljujem za negativni komentar, ampak da verjetno ne pozna naše zgodbe in na kratko opišem. In na koncu, čez kakšno urico, dobim sporočilo, da se mi gospa iskreno opravičuje, da ni poznala naše zgodbe, da ni poznala, kaj stoji od zadaj, da je prehitro sodila, da so bili prsti prehitri in tako naprej. In to je odraz današnjega sveta. Mi sodimo na podlagi tega, česar ne poznamo. Ne? In jaz verjamem, da tudi ta zdravnik, ki je takrat pač rekel, da bi lahko ta problem rešili že prej, ni poznal ne naše poti, ne naše zgodbe, ne nič. Že naslednji dan se je zgodila, ali pa čez 2 dni se je zgodila isto, ko je ena izmed ginekologin rekla, da smo pomeni navdih za to, da življenje ohranimo. Tako da vse te negativne stvari generirajo tudi veliko pozitivnega. Tako da midva si ne slepiva, ne, veva, da bo tudi zaradi te knjige, zaradi naših pričevanj, kdo se čutil prizadet, mogoče tudi v svoji bolečini. Ta knjiga je tudi na nek način poklon vsem Klemnovim sopotnikom, vsem, ki so mu na tej poti v zdravstvenem sistemu pomagali. Vaša družina je v bistvu, sploh v covidnem času, nekako podaljšek vaše družine je bil zdravstveni sistem, vsi ti ljudje, ki so skrbeli za Klemna. Kakšna je vaša vajina izkušnja generalno? Generalno zelo prijetna in sploh zato, ker pa smo bili v covidnem času, sva midva s Klemnom imela v Mariboru že kar svojo sobico rezervirano v sivi coni, čeprav je bila siva cona takrat v korona času, sva midva bila navedno na v istem nadstropju, v isti oddelek. Sestre so naju poznale, njega so poznale in potem, ko je kdorkoli prišel, zakaj pa on zdaj, ne vem, 2 štuka gor ali dol, ne, mi ga imamo tu, mi ga tu poznamo in sva se res dobro počutila. Res so, midva sva dejansko spoštovala njih, torej zdravstvene osebe in zelo sva videla nazaj, kako so nama to spoštovanje in to zaupanje tudi vračalo. Res, ja, predala sva nekako Božje roke vse skupaj, ampak ni vse samo to, da daš, ampak tudi glej, Bog, daj prosim po njih deluj, ne. Oni imajo znanje, oni imajo, vejo, kako pristopati do stvari, jaz tega ne znam. Lej, ne vem, tudi večkrat sem sama pri sebi rekla, lej, pridi Sveti Duh, pa ne, zdaj njim daj razsvetli, kako in na kak način naj pristopajo k njemu, ne. In vedno znova sva rekla, tudi midva sama, da nama naj povejo, kako stvari stojijo, da jim midva zaupava, da stojimo drug drugemu ob strani v tej preizkušnji, v tej situaciji. In zelo sva tudi videla, kako so tudi potem oni nama želeli pomagati, tudi oni so nama predlagali in najprej Dornavo in potem kasneje Šentvid pri Stični. In midva sva potem vedno lahko predebatirala možnosti, ki so nama jih oni dali in to zaupanje, ki je dejansko se zgradilo oziroma začelo graditi s tem stavkom, ta otrok bo živel, ker sva takrat doživela, se mi zdi, največje spoštovanje tega, da se mogoče niso strinjali, ampak so pa v trenutku spoštovali najino odločitev, najino željo in od nosečnosti samega poroda in kasneje vseh hospitalizacij, ki so sledile, smo bili res spoštovani in sva čutila to podporo zdravstvenega sistema, ne zato, ker bi, zakaj imamo zdaj njega pa tule, ne, urejati, ker itak vemo, kak stvar stoji, ne. Nikoli res nisva dobila te informacije oziroma tega občutka, ampak vedno, da nam želijo stati ob strani, govorim mama, ker sem večinoma jaz bila s Klemnom,
in sva se tudi vedno zelo dobro počutila. No. In potem sama odločitev za Šentvid pri Stični je pa tudi prišla iz strani zdravstvenega osebja, midva sploh nisva poznala. Ja, knjigo sta s svojimi zapisi med drugim pospremila tudi strokovni direktor Pediatrične klinike v Ljubljani, dr. Marko Pokorn, pa vodja tima za paliativno oskrbo otrok, dr. Ana Marija Meglič, da ne naštevam vseh drugih. Skratka, je podpora, tudi to knjigo so podprli. Potem, ko ste imeli doma Klemna, ko ste bili hvaležni za to, da je vseeno vsem, kar ste pričakovali, ne vedeli, kaj se bo zgodilo, prišel domov, ste po več kot 2 letih ugotovili, da otrok, ki potrebuje 24 ur na dan, 7 dni v tednu strokovno oskrbo, da potrebuje ta pomoč, da tega ena družina ne zmore sama. To je bila tudi težka odločitev, posebna prelomnica v vsem skupaj. Kako ste se soočila s tem in s tem pojmom paliativa pravzaprav? Ja, ena stvar je, da so ugotovila dejansko, da Klemen potrebuje več, kot mu lahko mogoče midva ali pa naša družina daje. Druga stvar, ki pa se tesno povezuje s paliativo, je pa to, da tudi midva drug od drugega potrebujejo več in da najini otroci od naju potrebujejo več. Torej, v 2 letih, in to je tisto, kar je recimo skrito ljudem, ki nas spremljajo, v 2 letih, ko je bil Klemen doma, smo se midva praktično ves čas delila. To pomeni, eden je ostajal s Klemnom, drugi je šel, ne vem, z otrokom v trgovino, na bazen, kamorkoli, na izlete. In jaz sem v enem trenutku absolutno začel pogrešati svojo ženo. In otroka sta začela pogrešati svojo mamo in obratno, očeta oziroma moža. Upam vsaj, da sem jo pogrešala. In to je tisti drugi del, ne. In zakaj sta se midva odločila? En trenutek je bil zagotovo takrat, ko so Klemna iz Dornave peljali v bolnišnico po noči, ker se mu je stanje poslabšalo, pa midva takoj zjutraj niti nisva vedela, ali je šel na Ptuj ali je šel v Maribor, ne. In takrat sva rekla, stop, midva ne moreva več spati s telefoni ob ušesu, se ves čas deliti, ves čas čakati, kam bo šel, poiščimo si neko pomoč. In takrat je res bila ena izmed pediatrin v UKC Maribor, ki je Luciji povedala za to možnost, zakaj pa ne bi tja. Meni je sicer o tem že ena kolegica, zdravnica, predtem enkrat, bom rekel, opozorila na to ali pa mi dala vedeti, pa sem rekel, ne, to je predaleč, pa mi ne moramo, pa glavno en kup preprek. Potem pa se je Lucija dogovorila, ne, s pediatrinjo, da se bom jaz vse dogovoril, tako da mi je potem samo poslala slikico telefonske, smo naredili prvi klic, potem je sledil prvi sestanek in ja, midva mogoče marsikdo tega ne razume, nisva dojemala, da se od Klemna takrat ločujeva, da ga dajeva v druge roke, ampak po vsem tem času se je to še toliko bolj potrdilo, midva sva vedela, da ga dajeva samo k drugi družini, k podaljšku naše družine. Zato ker veva, da toliko terapij, toliko nege in vsega, ko on tam dobi, doma ne more dobiti. Še posebej, če vzamete v račun, da smo mi z Rogatca, kar pomeni, da do kakršnekoli prave medicinske oskrbe je vsaj 40 minut vožnje. In ko sva midva Klemna dala stran, je bilo težko, imaš občutek, da daješ svojega otroka stran, ampak ne pa, da ga daješ zato, da se ločiš od njega v smislu, ker bi pa zdaj meni lažje. Ne, midva sva samo želela, da je njemu bolje in da je vsem nam kot družini bolje, ne, mogoče. Predvsem lahko potrdim to, da sva na prvo mesto dala njega in njegove potrebe, ne. To midva res nisva mogla zagotoviti vsega tega. Tudi zelo sva opazila, same vožnje so bile izjemno naporne za njega, tako kot je Dušan že omenil, 40 km ali več v eno smer, potem sama terapija tam, pa na vožnje nazaj. Mislim, to je strašno stresno, že za zdrave otroka, kaj šele za otročka, ki ima druge primanjkljaje oziroma ne zmore na tak način. In jaz bom rekla, da kot mama sem enostavno, pač to je bilo tisto spet, lej Bog, kako sem rekla, ti si nam dal otročka, ti nam zdaj pomagaj tu in pol, ok, to je ena izmed možnosti, to si mi to zdaj, vredno. Ne, mislim pač jaz kot mama, vredno, ok, potem pa spremem to, če si nam ti to poslal na pot in če želiš, da mi to zaupava, pač bomo poskusili in sva tudi odprtih rok sprejela to možnost, no. Spet to, da Klemnu dava to možnost, da vidiva, kako se bo on tam počutil in ko smo potem
po prvih nekaj mesecih videli, kako zelo velika pridobitev je bila to za Klemna, sva vedela, da sva se odločila prav za naju. Torej, spet govorim o tem, mogoče za nekoga drugega bi bilo prav kako drugače, ampak za naju in za našo situacijo in za njega samega je pa bilo res blagodejno in šele takrat sva videla, kako je on veliko bolj sproščen, ker tam na enem mestu, v eni stavbi dobi to, kar bi mu midva lahko dala čez cel teden, ampak skupom voženj in stresa in nervozne mame in očeta in drugih obveznosti, ki so zraven in življenja samega. Mogoče še samo dopolnim tisti drugi del, ko si omenila glede paliative, ne? In to je paliativa. Ne? In tisto, kar želimo s to knjigo in z vsemi projekti, zdaj tudi razbiti, je to, naš Klemen je v paliativni oskrbi praktično od rojstva. Najprej se je temu reklo načrt, oziroma paliativni načrt in pa sklep o omejitvi zdravljenja, kar deluje zelo birokratsko. Kar je pa v Šentvidu pri Stični, pa temu rečemo paliativni načrt. To preprosto pomeni, da mi vemo, kako za njega najbolje poskrbeti, obenem pa, ko pride do trenutka, ko bomo skupaj z medicinskim osebjem ocenili, da nima več smisel umetno podaljševati njegovega življenja, se pa od Klemna poslovimo. Ampak paliativa ne pomeni, da mi čakamo na ta trenutek. Mi njemu polnimo vsak dan njegovega življenja. In to delajo res izjemno srčni ljudje v bolnišnici za otroke v Šentvidu. To poskušava delati tudi midva, včasih nadaljavo, včasih iz bližine. In to je bistvo paliative. Ne da čakamo konec, ampak da živimo do konca. Ta knjiga bi v bistvu lahko bila eno tako napeto branje osebne življenjske zgodbe, ki človeka pač navdihne, kako vstati v trenutkih, ko se ti zdi, da te je povozilo do konca. Ampak ta knjiga ima večji namen in pomen. Ne vem, če ste si dobro zapomnila, okrog 180 otrok je v Sloveniji v paliativni oskrbi oziroma so neozdravljivo bolni in vsaj 180 takih zgodb, takih družin, za katere ste se vidva odločila, da svojo zgodbo s to knjigo jim pomagata, da ne bodo ostali sami. Pred časom smo lahko spremljali podcast s to vsebino, zelo je bil odmeven. Zdaj knjiga, skratka, zgodba pa se šele začenja, ker ima večje poslanstvo, tudi preko zavoda. Ja, res je. 180 je mogoče številka, ki bi jo lahko predstavniki UKC-ja bolj potrdili, ampak tu nekje se številka zagotovo giblje, ampak to so otroci, ki so uradno v paliativni oskrbi. Meni obstaja veliko družin, ki pa imajo en kup vprašanj, pa recimo še paliativni načrti niso sprejeti, kar pomeni, da ta številka je absolutno večja in potrebe v Sloveniji so večje. In ja, prvi korak k prepoznavanju te potrebe je zagotovo bil podcast na Valu 202. Jaz sem tudi vesel, da je Matej danes z nami, ki je bil pobudnik oziroma eden izmed avtorjev tega podcasta in smo jim tudi midva neizmerno hvaležna, da so našo zgodbo prepoznali in jo predvsem v tak topel in sočuten način tudi predstavili širši javnosti. Tudi odzivi, ki smo jih dobili, so bili izjemni. In ko sem jaz prvo idejo dal na papir o podcastu in do končne izvedbe se je to seveda vsaj 3-krat obrnilo, ampak na koncu za mene osebno popoln izdelek. Tako da ja, podcast, sedaj knjiga, tisto, kar si pa res želimo in zaradi tega tudi nastal zavod, ta Otrok bo živel, dobrodelni zavod, je pa to, da Sloveniji pokažemo, da Slovenija res potrebuje prvi paliativni dom za otroke. Zdaj marsikdo me vpraša, pa saj to je v Stični, pardon, v Šentvidu pri Stični, ne bo pomote. Ne, ni, ne. V Šentvidu pri Stični je bolnišnica za otroke, kjer pa imajo en apartma, torej kjer se lahko družina tudi zbere, ampak mi po vzoru iz tujine, Anglija, Italija, Avstrija, potrebujemo lokacijo, kjer bomo lahko družine prišle, živele z našimi otroki tam skupaj, imeli vso podporo, zdravstveno in tako naprej in nenazadnje, kjer bo ob sklepu njihovega življenja tudi primeren prostor za slovo. Ne da pridemo, se poslovimo in gremo, ampak da zadnje dni preživimo skupaj. Še enkrat, Šentvid pri Stični to že, dejansko bolnišnica to že dela, ampak mislim, da porabimo sistemsko podporo in tisto, kar mene res veseli, je, da ne samo, da javnost prepozna to, ampak tudi vsi ljudje, nazadnje pogovarjamo se tudi
s predsednico države, ki bom predstavil ta projekt in res si želim, da tudi država kot taka pristopi k temu in da zgodbo zapeljemo. Marsikdo mi bo rekel, da sem sanjač, utopično pričakovanje, ampak jaz trdno verjamem, brez ideje, brez enega želje, tudi tega ne moramo spremeniti. In če kdo, potem mi lahko damo tu eno pobudo, vsak bo potem lahko odigral svojo vlogo. Ne? Jaz bi tu samo dodala to, kar je Dušan omenil, paliativni dom, ker kot mama noseča v pričakovanju bolnega otroka iščeš svoj prostor, svoje mesto. In takrat sem tudi jaz sama osebno zasledila, da v tujini so te možnosti. Ker jaz zdaj le vem, ja, grem v porodnišnico, rodim otroka, ampak kaj pa naj potem? Ne? Če bo potreboval vso zdravstveno oskrbo in vem, da se je za nekaj časa lahko tam, ampak si želim, oziroma sem se takrat spraševala in tudi veliko izročala, glej, bok, jaz ne vem, jaz nimam pojma, da ti pač poskrbi pa naredi tako, da bo pač tako, kot si zamislil. In ko zdaj gledam nazaj, bi si res želela, da starši, ki pridejo v tako situacijo, da vejo, kaj jih čaka ta prostor, kam se lahko obrnejo, kam lahko gre družina, da imajo eno točko, kjer so dobrodošli, kjer so sprejeti, kjer lahko ta otrok biva, mogoče družina za nekaj dni skupaj biva, kjer ni hitenja zato, ker ti zasedaš eno bolniško sobo, medtem ko je oddelek čist poln, tvoj otrok pa itak veš, da ne bo ozdravel, ker vsi ostali pa pač potrebujejo nek začasen prostor. Ampak da lahko res se ne čutiš pod pritiskom, ampak si tam v miru in dostojanstvu in ne v čakanju na konec, ampak živeti v polnosti do konca. Dušan, Lucija, hvala za vajino pričevanje, za vajin pogum, za vajin zgled. Za voljo vseh teh malih borcev, njihovih družin, vsi, verjamem, da vsi mi, vsem nam in vama in vam, vaši družini, iskreno želim, da se ta vizija čim prej izpolni. Hvala vama za ta pogovor, soustvarjanje te knjige seveda in kot rečeno, po njej ne boste več enaki, kar vam bo zagotovo povedala tudi naša ravnateljica, doktorica Tanja Ozvatič, ki zdaj za konec predajam besedo. Jaz se ne vem, če bom speljala do konca. Tudi jaz sem ena tisti, ki je gor robce uporabljal v tem, ko sem knjigo brala, kaj reči ob taki zgodbi, ob vsem, kar ste doživeli. Seveda se človek temu lahko samo pokloni, v molku in občudovanju. Iskrena hvala za zaupanje Prvi slovenski založbi. Tako kot smo se že pogovarjali, to, kar je zapisano v knjigi, bo ostalo kot del vaše družinske zgodbe, kot vajino doživetje, kot tvoje doživljanje, ampak je tudi pomembno izhodišče za vse, kar se na tem področju začenja dogajati, prav zaradi vaše zgodbe, zaradi vajinega poguma, zaradi tvoje odločenosti, Dušan, in tudi zato v imenu vseh, ki jim bo to spremenjeno v življenje, iskrena hvala. Predvsem pa se mi zdi, da je pomembno to, kar sta danes skozi pogovor in kar skozi vse, kar živita, počneta, tudi med ljudmi, pravzaprav že sama velikokrat izrazila. Zdi se, da imata vse odgovore. In ta odgovor je v resnici samo en, kakršnokoli je vprašanje. In ta odgovor je ljubezen. V knjigi pišete tudi o tem, kako sta prižigala ali pa najprej čuvala svojo poročno svečo. Da sta si naročila še kakšno. Jaz vam še eno izročam v spomin na ta dogodek. Prižgita jo velikokrat v samih lepih dogodkih. In naj gori tudi Klemnu v čast. Naj živi toliko, kot mu je odmerjeno, in naj bodo vsi njegovi dnevi najlepši. In
tako kot sem rekla, ima ta odgovor in ta odgovor je ljubezen. Naj ostane tako trdna in tako pričevanska. Naj vam Bog obilo povrne za vse dobro.